V Novi Gorici domača ekipa pričakala ekipo Zavrča. Lahko rečemo, da so gostje redna stranka Goričanov, ki so dobili vse tri medsebojne dvoboje. Tudi tokrat je bil začetek tekme veliko boljši za Severnoprimorce. Poskus po kotu, žoga pred vrata, Jogan pa je tokrat zgrešil vrata Zavrča. Že v 9. minuti prva nevarnejša akcija domačih, tokrat pa je šlo zares, žoga je končala v golu. Na pravem mestu je bil Boniperti, pa podaji Finokije, 1:0 za Novogoričane. V 15. minuti nova kombinacija domačih, spet je bil na delu Boniperti, tokrat je streljal nekoliko previsoko. Po podaji iz kota Berardoka je z glavo meril še Vetrih, tudi on pa tokrat ni bil najbolj natančen, streljal je točno vratarja Finka. Še enkrat Goričani, tokrat je Vetrih poskušal daleč in zgrešil gostujoča vrata, nato pa še prva akcija tudi Zavrča. Kelenc je prišel do poskusov daleč, ampak ni bil najbolj natančen. Do konca prvega polčasa še nekaj obetavnih akcij, priložnost za Bonipertija, ki je potegnil pred vrata in premagal vratarja Finka za 2:0. Nekaj sreče tudi za Goričane, žoga je tokrat prevarala Finka in končala v gostujoči mreži. V zaključku prvega dela nevarni tudi gostje. Najprej je daleč meril Dugolin, potem priložnost za Gorico, po prostem strelu lahko delo za vratarja Finka in nato še Matijas Mrekar, ki je streljal previsoko po novem prostem strelu. Polčas je končal s prednostjo Goričanov 2:0. V drugem delu je najprej streljal Dugolin za Zavrč, ki je skušal napadati, in na pravem mestu domači vratar Kordas. Nato pa še tretji gol v mreži Zavrča. Najprej poskušal Finokijo, žogo pa je v mrežo pospravil Misuraka in povišal na visokih 3:0. Potem še 11-metrovka za domačo ekipo. Murko je podrl Danilevičiusa. To je bil prekršek za rumeni karton in na 11-metrovko je pokazal glavni sodnik. K žogi je stopil Danilevičius, ki je dobil priložnost v prvi postavi po odsotnosti Massima Kode in Lapadule. Natančen je bil Danilevičius in povišal na kar 4:0. Tekma je bila nedvomno že odločena. Danilevičius pa je zabil svoj prvi gol v letošnji sezoni. Ob koncu tekme še prosti strel za Finokija, žoga je končala nekoliko previsoko in priložnost je splavala po vodi. Nato pa je Murko prejel še drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča. Zavrč je tekmo končal samo z 10 nogometaši, Gorica pa je dosegla visoko zmago s kar 4:0.